Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 103. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Darjo Potočan, ki je radika, potem počne pa še 17 drugih stvari, med njimi tudi podcast Membranje, ki ga dela z nekim Lenartom, noben ne ve, kdo je ta človek. Tako da naprej začnemo. Še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus in pa unim, ki to še boste naredili. Vem, da to vsakič rečem, ampak res vsak evro prav pride, tako da ful hvala. Unim, ki to hočete narediti, spejte pa na apparatus.si/podpri. Evo, za pa Darja. In potem bom v bistvu vprašal moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Sej to ti vsak isto odgovori, ne? Vsakemu je to po mojem, ne vem, grozno. Pojma nimam. Pa ne, počnem ogromno stvari, pa pravzaprav nič pametnega se mi zdi. No? Kaj počnem? Poklicna identiteta je bojda radika. Ja. To je v bistvu to, kar počnem največ časa, ali pa mogoče odkar v bistvu se najbolj na pol odraslo spomnim zase. Kaj še delam poleg tega? Recimo psihologijo, malo volontiram, malo se ukvarjam z odnosi z javnostmi, sploh za nevladne, pa take bolj čudne reči. Berem knjige, vozim psa naokoli, hodim po koncertih, tu pa tam kaj slikam, take zadeve. No. Ok, dej, si pova šla na radio, ampak to, kar si rekla, da za nevladne delaš, ne? Kaj to pomeni? To v bistvu pomeni to, da se vse skupaj se je začelo v času, ko sem jaz enkrat zgubila službo, ker predtem me je služba totalno konzumirala do konca in še čez. Me je pa vedno vleklo nekako v te sfere in potem sem v tistem času, ko tudi zgubiš neko poklicno identiteto, šla biti koristna oziroma sama sebi pomagati, se mi zdi bolj v tistem trenutku zgubljanja. Ja. In se šla volontirati v dnevni center Ozare. Ne vem, če poznaš to organizacijo, ki v bistvu skrbi za ljudi s težavami v duševnem zdravju. In sem šla tja pač enostavno gledati, kaj dogaja in če sem lahko jaz kje koristna, pa so s tem v bistvu bili oni zame, se mi zdi bolj koristni. No. In tako se je začelo, no. Potem preživljanje v bistvu časa tam, mogoče neka pomoč njim. Potem smo pa začeli počasi sodelovati, na koncu sem šla zaradi tega v bistvu tudi študirati psihologijo. Taka ena luštna zgodba se je razvila, no, ki se potem zdaj nadaljuje pri Šentu, kar je pa ena druga organizacija, ki se tudi ukvarja z isto rečjo. Ok, ampak pa psihologija, se je prav zaradi tega zgodila ali te že prej to zanimalo? Ma ne, se veš, da vedno te nekaj prej zanima, ne? Ampak je pa bil potem tisti zadnji poziv, zadnja odskočna točka, ne? Da enostavno sem vedela, da je to nekaj, kar hočem početi in čemur se več ne da izogibati. No? In je bila tista izguba službe v bistvu en tak ključen moment, da sem uresničila potem to željo. No? Okay, ampak kaj pomeni, da te več psihologija zanima? Jaz ne vem, jaz si ne znam predstavljati, ne vem, kaj to, veš, kaj hočem reči. Tako, da te to zanima, je relativno zanimivo, to je čuden stav bil, ampak ja, ne razumem, kaj si govoriš, psihologija, zanimivo, ja, to me pa, mislim, kaj te je zanimalo, kjer del tega, sploh nekaj to vprašati v bistvu. Viš, v tem je razlika med ljudmi, ki imamo radi psihologijo in pa drugimi. Okay. Mi ne znamo po mojem tega razložiti, ampak po mojem je ful ljudi, ki jih zanima psihologija. Ne? Takih v bistvu, ki mogoče se ukvarjamo dosti s tem, kar se z nami dogaja, z nekim notranjim svetom, pa ki nas zanima tudi, kaj se dogaja v drugih ljudeh. Ne? Veš, imajo drugi iste notranje procese, kot jih imamo mi, ne? Na kak način človek reagira, ne? Zakaj se vede na tak način, ne? Kaj je tisto, kar ga je nekako motiviralo v to, da se, ne vem, na določen način obnaša ali da se mu, ne vem, pač neke stvari zgodijo v življenju. Zanima te pač enostavno vse, kar se tiče človeka kot takega, ne družbe, mogoče kot celote, ampak tega, kar se dogaja pri tebi kot enemu samemu. Izhaja pa sigurno vse iz sebe, ker po mojem, če nimaš sam razvitih nekih močnih pač takih samoraziskovalnih mehanizmov, tudi empatije ne moreš imeti ravno strašno dobro razvite, no? Kar pa je ključen pogoj po mojem za dobro upravljanje dela. Pa ljudje, ki se ne obadajo sami sabo, nimajo empatije. Ne, to
je bilo zdaj hudo posploševanje. Ne? Ja, to je res, se upravičujem. Dober kvot sem je zdaj, to, kar si rekla. Kaj pa, a te je pol, ki si šla to študirati, ne? A te je pol, kako to rekel, a te je presenetil pol, kaj si se tam učila? A veš, ker se mi zdi, da je ful en velik razkorak lahko med tem, kar ti pričakuješ, oziroma tako, kaj iz sebe gledaš, pa potem, kaj se pol učiš, oziroma zveš. Ali ne vem. Ne, imaš prav, po eni strani imaš sigurno prav. Zdaj, prva stvar, ki jo moraš vedeti, je to, da sem šla psihologijo študirati zelo pozno. Ne? Se pravi, to ni bil moj prvi študij. Ne? Jaz sem šla psihologijo študirati zatem, ko sem bila že faliran študent sociologije pa angleščine, ne? Ki je nikoli nisem predtem zaključila in sem v bistvu šla študirati psihologijo, koliko sem bila stara, čez 30, no? Kar pomeni, da so pričakovanja drugačna in pri meni ni bil tisti ključni izziv, ne vem, neke hude notranje stiske, kar bi bilo recimo zagotovo čist zgrešen motiv, ne? Ampak je izhajalo iz tega, da me je v resnici zanimala stvar, da so me te stvari zanimale in zato recimo študij ni bil daleč stran. Je pa res, da je lahko za nekoga, ki pričakuje, da mu bo vse servirano na pladnju in da ne bo rabo zraven pri tem nič sam delati, niti nič kritično razmišljati recimo, to je lahko razočaranje recimo, ne? Za nekoga, ki pa ima nek sam uvid, recimo pa ima željo po raziskovanju in ki mu študij pomeni v bistvu samo eno vstopno točko, razumeš, na neko področje, pa to ni razočaranje. Meni recimo je ogromno dalo. Verjamem pa, da marsikomu od mojih sošolcev tudi ni. Ja, ampak kaj to pomeni, da ti je ogromen dal? Jaz imam ta feler oziroma uspeh v mojem življenju, da sem FDV naredil politologijo, ne? Družboslovje kot tako je zelo... nima veze z naravoslovjem, ne? Ta psihologija se mi pa zmerno zdi tako nekje vmes. Ja, imaš prav, je vmes, ne? V bistvu psihologija je tak most med naravoslovjem pa med družboslovjem, ne? Ja, se to, ja. In se dotika v bistvu močno obeh dveh. Čeprav si vsi misli, da je psihologija zelo nekje v luftu, pa da nič ni eksaktnega, ni res, ne? Psihologija se recimo brez statistike sploh ne znajde, ne? Psihologija je v bistvu zelo eksaktna lahko, ne? Zelo natančna, izjemno določena in čeprav si ti misliš recimo, da so ti testi zelo ulala, pa nekje v luftu niso, te stvari so v bistvu hudo domišljene, ne? Lej, meni zakaj mi je dalo dosti? Recimo dalo mi je zaradi tega, ker mi je dalo dobro štartno pozicijo, ker mi je dalo dobre osnove, ker sem imela srečo, da sem imela nekaj odličnih profesorjev, ker je bila moja želja recimo potem, da se naučim ogromno in sem ogromno spraševala in po mojem šla ful na živce svojim sošolcem. Ja, ne, glej, res, ena stara baba pride, razumeš, me tiste še ne 20-letnike noter in potem non-stop sprašuje, to mora biti po mojem ful sitno. Ne? Ja, ampak je bilo pa luštno, je bilo pa fajn zaradi tega, ker so mi tudi profesori dali možnost za to, da sprašujem recimo, pa da lahko razvijam neke stvari, ki me zanimajo. Ne? Mislim, kaj te pa pol zanima najbolj konkretno znotraj psihologije? Znotraj psihologije, ful stvari me zanima, ampak recimo, da najbolj sem se pa začela zdaj ukvarjati nekje z povezavo tehnologije in pa psihologije, recimo, ne vem, pri magistrski nalogi, ampak te bolonski, da ne bo kaj narobe, ne? Mi je všeč, da si to kvalificirala. Ja. Ja. Vsi, ki imamo to staro diplomo narejeno, veš, to zmerno rečemo. Lepo, da si to rekla. Naprej, sorry, ko prekinjam. No, tu sem se jaz ukvarjala recimo s spletnimi komentarji, ne? V bistvu s povezavo osebnostnih značilnosti in pa spletnih komentarjatov oziroma spletnega komentarjata. Ne? Ja, se to vem, zato sem to vprašal. Ampak, povej ti, pa imam pa eno vprašanje. Ja, ne, to me je zanimalo, ne? V bistvu me skozi firbec matra, ne? Kaj se v bistvu dogaja z nami med tem, ko uporabljamo to tehnologijo. Ne? In mi je to na nek način najbliže, ne? Tudi vsa komunikacija, ki je povezana s tem in pa potem to, kar se pač zgodi s tabo v povezavi z ostalim zunanjim, nevirtualnim svetom. No? Ampak čist resno in študijsko pa se tega takrat dalje več ne lotevam, no, se sicer še malo cajta, pa upam, da se bom kdaj. Ok, ampak no, lej, te komente pa psihologija, mene ta connection je zelo pač intrigira, ne? Ampak kaj si ti mislila, pa ne kaj si ti mislila, ampak s čem si šla v to? Veš, kako če reči? Ja, vem. Kaj štekam, da ti rečeš, ok, komentarje, kjeri pacijenti so pa to, ne, ok, to lahko vsak reče, ne, ampak s čem si šla ti v to? Kaj si rekla, ok, imam pa celo magistrsko bolonsko napisala na to temo, ne? V bistvu je mene čisto enostavno me je zanimalo, ne? Vedno mene zanima, ali je res recimo nekaj, kar si mi predstavljamo, da je res, veš, kar se govori, kar so neke nalepke, ki jih damo, ali to tudi realno recimo se lahko potrdi, ali je to bolj produkt recimo kakšnih naših stereotipov, ne? In jaz sem šla v bistvu v to nalogo na tak način, da
v bistvu zelo stereotipno. Jaz mislim, da bom s to nalogo dokazala, da so recimo večinoma spletni komentarji res zelo škodljivi, zelo žaljivi in zelo nepotrebni in da so produkt bolanih umov, recimo to, kar si vsi predstavljamo v glavnem, ko to beremo. In da bo recimo mogoče ta naloga celo en način, s pomočjo katerega se bodo te stvari lahko kje na kakem nivoju recimo izkazali kot glejte, dajte to do konca zapreti, ne? Komentarji so čist nepotrebni. Tako da izhodišče je bilo v bistvu zelo negativno mogoče celo, ampak ker ta moj mind, ki mu še kak moj prijatelj da celo ime, potem ne da miru, pa gre res raziskovati stvari, se je na koncu izkazalo v bistvu skozi vse raziskave, da stvar ni tako kritična, kot si mi predstavljamo, da je. Kaj to pomeni? Ta del me najbolj zanima. Kaj to pomeni? Saj vem, da hočeš slišati, da je ful kritično. Ne, pa ne da hočem slišati, ampak to me res zanima. Kaj pomeni, da ni to kritično? Kaj to pomeni? Jaz sem šla recimo preverjati, mene je zanimalo, kaj bojo pokazale te čisto osnovne, ker ne moreš iti pač v eno zelo obsežno raziskavo na spletu, ker ti pač se sam veš, da ti je ne bi reševali, niti ne, da se to skrega. Šla sem preiskovati v bistvu teh velikih pet značilnosti, kot jim pravimo psihologi, pač takih ključnih, poleg recimo narcisizma in pa dogmatizma. In kar se je v bistvu pokazalo je to, da med komentatorji in nekomentatorji, ki sem jih preiskovala, ni nekih recimo zelo strašnih ključnih razlik. Mogoče jih najdeš na nekih dimenzijah ekshibicionizma pa to, ampak ne take reči. Med ekstremoma, torej obema, če vzameš pa tiste, ki pogosto komentirajo, kar sem potem morala narediti, če sem hotela dobiti neke jasne rezultate, ne? Med pogostimi komentatorji, torej tistimi, ki to počnejo veliko krat, zdaj ne nimam pred sabo magistrske, ne vem, kako sem točno definirala noter, in pa med tistimi, ki tega sploh ne počnejo, torej nikoli ne komentirajo, tam pa se pokažejo razlike, ne. Ampak zanimivo, ne pokaže se na celi lestvici narcisizma, ki ima pač več teh postavk, da ti ne kompliciram, pokaže se samo v nekih določenih dimenzijah, recimo najbolj izrazito na področju ekshibicionizma. Kar je, ja, okej. To. Jasno, ne? V bistvu, da so to ljudje, ki hočejo biti na nek način izpostavljeni, ki hočejo imeti vedno prav, ki hočejo pač izpovedati jasno svoje mnenje. Po drugi strani se pa na velikih pet pokaže edina jasna razlika, recimo na dimenziji sprejemljivosti, kar pa tudi je zelo jasno, ne? Da v bistvu gre za ljudi, ki pač recimo niso ravno najbolj vešči ali pa si ne želijo enih takih ugodnih odnosov z ljudmi, so mogoče bolj konfliktni, prej zaidejo v kakšne težave, recimo take čisto medosebne, so bolj trdi, togi. To pa je nekaj, kar je pokazalo. Na dimenziji dogmatizma, to pa verjetno tudi zaradi metodologije, ker je vprašalnik zelo zastarel, pa ni pokazalo nobenih jasnih razlik, ne. Jaz sem to primerjala z enimi raziskavami iz tujine, ki so bili, ne vem, če si zasledil, kako leto nazaj zelo močne in takrat povsod v vseh medijih objavljene dark tetroid se reče, torej temna neka tetrada, lastnosti, kjer in mazohizem in sadizem in take stvari so preverjali, so bojda našli izjemno visoke povezave za tistimi, ki redno komentirajo. Pa moram priznati, da pri meni ni prišlo do teh rezultatov. In da sicer jaz ne morem za tega reči, da to bila se strašno, ne vem, kakšna močna študija, ne, vseeno je bila izvedena po spletu, pa ima verjetno še veliko metodoloških pomanjkljivosti, ker enostavno tudi sama raziskava po spletu moraš vedeti, da je vedno kritična, nikoli ni taka, kot bi morala biti, ne. Ja, to itak, ne. Ampak je bil povzorec recimo vseeno precej dober, tam nekaj manj kot 400 ljudi, ne. Okay, no, to je že cifra pač, ne. Ja, je že, ki so šli do konca, ne, torej vprašalnika, ki je bil precej obsežen. No, je pokazalo, da takih kritičnih rezultatov verjetno ni, ne, in da tisti, žal je to tudi značilno znanosti zadnje čase dostikrat, ne bi smela biti. Jaz zelo zagovarjam znanost, ne, ampak dostikrat se zgodi, da recimo raziskovalci, ki nekaj hočejo dokazati, to tudi dokažejo, ne, ali z kakim zvijanjem metodologije ali kako podobno rečjo in to žal se prevečkrat pokaže, ne? In to je nekaj, kar mi zelo ni všeč. Ja, ker pač začneš z končnim ciljem, ne? Kar ne bi smel. Ne? Ja, preveč to vpliva. No. Ja, štekam. Ja. No, kar pa je zanimivo, to pa moram povedati, ne? Ker to pa vsakič povem, ker se mi zdi, da je nekaj, na čemer se lahko mi sami zamislimo, ti pa jaz pa vsi drugi, ne? Ki smo toliko proti tem spletnim komentarjem. Da namreč velika večina, ne, v bistvu več kot polovico ljudi komentira po tej moji raziskavi, od teh, ki so bili pač vpleteni v raziskavo, 51%, celo jih je reklo, da komentira, kar je občutno več kot
pravijo recimo raziskave, ki je zunaj, ampak te raziskave so stare, moraš vedeti že v spletnem območju, ne? Te, ki sem jaz našla, so bile recimo, 11-12 letni, kar je že precejšnja razlika v pač razvoju same virtualne komunikacije. Po drugi strani pa 95% vseh, ki sem jih jaz vprašala, komentarje tudi bere. Wow, to je depresivno. Okay. Ne, in to je tisto, na čemer se po mojem lahko vsi zamislimo, razumeš? Samo čista malenkost ljudi nikoli ne bere komentarjev, vsi ostali komentarje beremo. In to pa potrjuje tudi to, kar so meni povedali recimo uredniki teh spletnih strani, ki sem jih analizirala, teh največ branih pač novičkarskih, ki so rekli dobesedno, da njim to prinaša denar. Ne? Da so to klikane stvari, da zaradi tega ne bojo šli komentarjev enostavno ukinjati, ker je to monetizacija. Ja. In vsi beremo in vsi prispevamo k temu. Okay. Jaz ne, tako da to bom kar rekel, čeprav zdaj sem mal douchebagi, ampak jaz sem pa v onih 5%, ki jih nabere. Ne. Pač, ne, ampak samo več tudi ta pol, kjerkoli urednik reče, to je full klikabilno in to prenaša denar, ne, tudi v tem stavku je dosta enih problemov, ki bi se jih dal raziskati, ne, v smislu, da je neki sam klikano in da je to posledično pomeni več denarja, je tudi cel problem interneta. Ne. To je tak začaran krok. Ne. To je itak, to sploh brez debate. Mislim, jaz tem ne upravičujem. Hočem samo povedati, mogoče se mi zdi pomembno to, da nismo tako histerični. No. Veš, absolutno pa regulacija. Ne. Regulacija je tista, ki po mojem nam najbolj manjka. Ne. V bistvu problematična, ni problematično, moraš videti komentiranje kot tako, problematično je tistih nekaj komentatorjev, ki pa se konstantno pojavljajo pod različnimi niki zaradi tega, ker stvari niso regulirane. Vsi pravijo, da so regulirane, pa niso. En XY izmišlja naslov na internetu, zato da se ti registriraš na eni spletni strani, ni identifikacija. Pika. Ja, ampak veš, to pač pozivati za regulacijo na netu je itak dosti jalavo, ne. Pa tudi tu zunika rečejo, da lahko moderirajo, pač ne morajo, ne. Veš, realno gledam, ne morajo. Je problem, no. Je, in ni enoznačnega odgovora. No. Ja, jaz predvsem mislim, da ni rešitve. Ne. Veš, jaz mislim, da se je to samo rešilo z družabnimi omrežji. Ne. Ja, sej dosti prevzemajo to vlogo. Ne. Ja, veš, mislim, mene to me v bistvu me že spet pol internet pozitivno preseneti. Pa se pa nekaj tazga zgodi, ne. Tako, ki sta Twitter pa Facebook pa v bistvu dosti tega sranja, kaj preneseta, ne. Kar je kar epsko. No, in to je pač dokaz za to, da včasih histerizacija je samo histerizacija, ne? Da realnost mogoče niti ni to kritična. A je pa še nekaj pomembno povedati, moškim, sploh starejšim moškim je treba dati nekaj zadelati. Je pa res, ker oni so tisti, ki komentirajo, no, to pa kaže vse raziskave. Starejši moški so tisti, ki sploh na politične komentarje, na drugo, to je glavna zgodba, ne. Tako da prosim lepo, ne dajte nekaj zadelati moškim, ali pucati, ali naj gre nekaj popravljati, ali nekaj. Ja, to ti kot spletni urednik, ne, lahko potrdim. No, kadarkoli imamo pravka, je to starejši moški. Tako da ja, ne, to je tudi še ena žalostna statistika po svoje, da en zelo relativno majhen del populacije v bistvu hijackal vse ostalo. Če bi saj te, ki so najbolj nadležni, ne, da bi saj bila ta neka raznovrstnost bila tam noter, pa realno gledam ni. Ne. No, se zato pa zagovarjam fuzbal ali pa recimo trdo delo na vrtu ali pa nekaj podobnega. Ne. Hočeš reči, da Champions League nas bo rešil. Ja, recimo. To v bistvu, kar na to bi se lahko UEFA obesla, tako da non-stop fair play furejo. Ti si šla to delati, pa praviš, da histerizacija pač ni, ne? Pa prej si rekla mi, ki smo proti. Ne? Ampak kaj ti od tebe sprašujem, Darja? Ja. Ne? Kaj ti misliš o spletnih komentarjih? Ne, čist iskreno mi niso všeč. Ja. Zato je meni tudi raziskava presenetila, ne? Ker sem bila res zelo za to, da se te stvari ukinejo. Ne? Ampak po drugi strani pa ti pravim, da moram biti toliko realna pa reči, da ni vse to kritično. Ne? In da po drugi strani, če gledam tudi strani psihologije, meni je ful boljše, da se kdorkoli že, pa naj bo to ali starejši moški ali mlajša ženska ali kdorkoli drug zdere na internetu, kot pa da to počne doma, recimo, ne. Ja. Čeprav, ne, je implikacija tega, kar lahko ti narediš v javnosti prek spleta, tudi je vprašanje tega, ne, ni to enostavno. Ampak vseeno kot en ventil mogoče nečesa ni slabo, je pa res, da z regulacijo ne bi to izgledalo drugače. Ne. Vsaj veš zaposlitvijo nekoga, ki bi skrbel za te komentarje, ker čeprav pravijo, recimo, ne vem, da skrbijo zdaj za to v resnici, nimam glih občutka, da je to v resnici resno. Ne, itak da ne. Pa tudi ne mogoče, tudi če bi imel enega tam, ki bi samo to počel, ne.
Mislim, meni se ta človek smili, ne? On, ki bi to službo dobil, moj bog. Ampak jaz mislim, da je to čisto nerealno. Ne? Ja. Po mojem bi to zelo malo časa lahko delal, oziroma bi mogel imeti beneficirano delovno dobo. Ja, tako, dopust na 5 dni. Ti povem, da že moj čas delanja te naloge v bistvu terjal svoje. Ne? A ja, kar je še fino povedati, je mogoče to, da sem jaz to doživela potem nekaj takih komentarjev, ker sem se v bistvu hotela na začetku to delati sam preko RTV-evega portala, pa nekako ni šlo, ker se ni šlo dogovoriti na pravi način, ampak dobro, se pustimo to. Je pa res, da verjetno tisti ta najhujši niti niso prišli k meni v raziskavo, ne? Ker ne moreš nikogar zvleči v raziskavo. Sem pa dobila na svoj zasebni profil, ki sem si ga zaradi tega odprla pač na RTV, potem kar nekaj recimo takih tipičnih, fajn zasoljenih žalitev, preklinjanj in pa celo spraševanja, kdo me je cija, ne vem kdo, nagonil do tega, da hočem zbrati podatke o njih in oni to vejo. To je pa ta prepad, ne? To je ta, kle noter se mislim, da vsa groza interneta dogaja. Ta generacija, ki z njim ni zrasla gor, ne? In se ga je malo naučila uporabljati, ampak ne ve pa dosti, da bi bila zares informirana. Ne? Ampak se to je problem povsod, ne samo na internetu. Ja, ampak jaz mislim, da je to toliko potenciran. Zaradi tega, ker je pač internet toliko javen. A veš, v kjerikoli drugi stvari se mi zdi, da so te zadeve ful bolj lokalizirane. Tako, ne? Na netu se pa to res vidi. Ne? Ja, vidi se predvsem. Ne? To je tisto, kar je prednost, pa po drugi strani je tudi pomanjkljivost interneta. Ne? Vidno je vse, vsak lahko objavi, vsak lahko v bistvu ima svojo možnost, da pove karkoli je to že. Ne? In žal je pač to tudi ojačevalec vseh neumnosti, ki pa res raste v zadnje čase, tako goba po dežju, in to je pa nekaj, kar jaz zelo težko gledam. Ne? Ja. Što jaz zmeram rečem, da to je mene net razočaral. Tega jaz nisem predvidel v moji naivni glavi, ne, ko sem prvič prišel na net. Ne. Jaz sem mislil, da bo sam dober. Jaz sem mislil, moj bog, zdaj bojo pa tako ljudje lahko vse delili, in vsi bojo to brali, in vsi bomo več vedeli in bo fajn. Pa nikoli ne razmišljaš, da bojo tudi debili lahko še razdarevaš. Ker si dober človek in naiven. Ne, no, ampak to je meni všeč, da imaš to pozicijo, ker takih ljudi vseeno premalo. Je pa res, da je naivna pozicija, no? Ampak brez takih ljudi bi bil svet pošteno grd, ne? Se mi zdi, ali pa vsaj dolgočasen. Ja, sem pa nad sabo razočaran, da nisem tega, da nisem bil toliko ciničen. Ne, nas je preveč cinikov, bodi prosim lepo tak. Ne? Ja, se zdaj že nisem več, zato nimam komentarjev na aparat. No. Realno gledam. Ja. Razumem. Okay. Pa kaj si rekla, da si radika, ne? Kaj to pomeni? Poleg tega, da si sestra načota, ne? To zdaj unitrije, ki vejo, kdo je to, ne bova nič tega razlagala, mene zanima. Ampak veš, kaj se mi zdi fino, da mi rečeš, da sem sestra od načota? Zaradi tega, ker če bi to recimo na štajerskem koncu, ne, rekel, mislim, nikoli in zagotovo nikdar, ne. Vedno so, po mojem, je moj brat, ubogi brat, ne bil prevečkrat bombardiran s tem, da so mu potem rekli, ne, ti je, ta je tvoja sestra, ne. Ampak ja, je fajn, ne. Tamali je na študentu delal, ne, svoj čas, ne. Jaz sem tam tudi poskušala pred mnogimi leti, pa res, da moja kariera se v bistvu začela, ne vem, odkar se spomnim zase, no, jaz sem v bistvu snemala na tisti, veš, kaj setofon doma mami vzameš, pa snameš dol z radija, to smo tisti prastari ljudje, ki poznamo kasete, počeli nekoč, ne. In sem bila obsedena s tem in potem sem klicala na Mariborski radio študent, recimo pa poslušala to, pa vsi smo bili, takrat je bil Mariborski radio študent, marš totalno. In potem se pa ne vem, v bistvu na kak način se je zgodilo vse skupaj, ampak mislim, da je bil Mitja Čander celo kriv, da me je slišal na nekem literarnem večeru ali nekaj takega, ampak ne vem, ali moj spomin že vse pobrkal, kar je velika možnost. In me je povabil na branje, to pa vem, da me je povabil na branje ene novele od Janja Virka, oziroma kratke zgodbe Janja Virka, Orata na Marš. In jaz sem šla tisto tja prebrati in fertik. To je bilo v srednji šoli in pol več nisem hodila v šolo, mami ne posluša. Ne, kako, okay, pa to že spet ne, vsakega, ki je kadarkoli sedel za mikrofonom, predvsem radijskim, ne. A ti je bilo vseeno, ali je bila trema, ali si obolevala, ali kako je bilo? Ne, takega obolevanja, kot ga ti recimo opisuješ, ko te poslušam, mislim, da nikoli nisem čutila. Ne? Okay. Mogoče tisti neki moji kratki izleti na televizijo, recimo, so imeli več tega.
Ja, hvala enako. Ja, ne, na radiju pa trema absolutno, pred vsako novo izkušnjo, ne, pred vsako neko novo pozicijo, novo lokacijo, ne vem, kaj je trema, fulne, ali pa recimo audicija na RŠ-u takrat pred leti, ne, to je noro, nekakva trema. Ampak drugače pa načeloma ne, se mi zdi, da se v bistvu pri tem medijem nekako lahko sprostiš, čeprav ni res, da si čisto sproščen. To pogotavljam ravno zdaj pri podcastanju, ne, ker sem imela v bistvu ful problem z začetkom podcastanja ravno s tem, da se sprostim, da grem iz radijske vloge. Ne. Ja, to pa verjamem. Ja. Veš, da postanem nazaj Darja, ker več Darje ni bilo. Ne. Jaz sem radijska persona, jaz delam na radiju, znam na radiju stvari povedati, če znam, je sicer drugo vprašanje. Ampak... Ne, to je ful pomemben point, ne. Ker ta razlika ne, se dejansko se jo ful čutne, ker radio je res neki drugega, ne. Pač, ni podcast. Ne, ni ista zgodba, ne? Res ni ista. In se še povsod lovim. No? Tudi če me vprašaš, jaz se tudi na radiju po več kot 20 letih v bistvu še ne vem, mislim, da nisem razvila še tega, kar bi v bistvu lahko ali pa bi celo morala. Ne? Ja, sem mogoče pa, ampak to ti po moje kvečem za podcast mogoče škodi na konc dneva, ne. A veš, če pa radio prideš do konca, ne. Ja, je pa res, da je to moj kruh, veš, mislim, vsaj se enkrat še, ne. Ne, se to mi je jasno, sem tako pravim, to se je ful tako, mislim, mene je to ful fascinirano, zato to si lepo rekla, ne, da je pač una radijska persona je pač je nekaj, kar se ful da izpiliti, ampak se mi zdi, da pač se pa nekaj zgubi, ki mogoče, saj pri takih podcastih, ki jih jaz delam, ne, ali pa tudi vidva z unim neznancem Lenartom, ne, pač se je pa mogoče, pa ne da škodja, veš, sam tako res ni isto, no, se težko to razložiti v končni fazi. Ne, zgubi se ena avtentičnost, ne, ti na radiju vseeno, ne glede na to preznaš ali ne prestopiš v eno vlogo. Ti se zavedaš, da tebe poslušajo neki ljudje, pa je zdaj to, ali je to Mičkin radio, ali je to velik radio, je v bistvu irelevantno, ne, še vedno te posluša neka količina ljudi in ti se zavedaš tam ene vloge, pa sploh, če delaš na RTV-u, recimo, imaš še potem toliko več nekih drugih mehanizmov nad sabo, ne. Ja, itak, ja. In ni ista zgodba, ne. Podcastanje je neprimerno bolj intimna in avtentična zgodba, ne. No, pa zdaj greva na te podcaste, ne, ki si zdaj dala šanso enemu nadobudnežu, ne, da skupaj delata podcast, ne. Veš, nek neznani človek po imenu Lenart, ne. Kdo je komu dal šanso, huda debata, ja. Ne, okay, ti delaš pač podcast z Lenartom Kučičem, ki je človek, ki baje piše. Bojda. Jaz še enkoli nisem nič bral. Tako da, kaj je ta podcast in kako sta prišla do tega? V bistvu je vsega kriv on, no? Oziroma, Okay. Ja, ne, saj on je vedno vsega kriv, ne? Čist simpel, ne? On je človek, ki v bistvu ne vem, česa ne počne, ne? Ampak njegova najboljša lastnost, no, pa je definitivno ta, da je človek, ki zna najti druge ljudi in da vsakemu priložnost. In da iz drugih ljudi se mi zdi zvleče najboljše, ne? In ne vem, jaz lahko rečem samo hvala, v bistvu, da sem imela priložnost ga spoznati nekje. In jaz sem sicer že dolgo poslušala podcaste, mislim dolgo, kaj pa vem, leto pa pol recimo, no, 2, kar se verjetno pri nas pa v Sloveniji začelo to bolj dogajati, ampak na kraj pameti mi ni padlo, oziroma ja, želela bi si mogoče nekje, ampak nikoli nisem imela samozavesti za kaj takega, ne. Lenart pa je potem, ko smo ga končno uspeli prepričati, da je začel poslušati serial. Ja, tam je njemu kliknil, ne. Ja. Jaz mislim, da do serijale bi on tako, podcasti, who cares, ne. Ja. Ja, itak, ja. In takrat je pa on potem tudi noter padel in potem je on valjda njemu vsaka ideja, ki mu zašpila do konca, ne, in je potem rekel, a bi mi dva to, ne. In sem potem jaz njemu rekla, niti pod razno. In je v bistvu danes sem mu hvaležna, no, za to, da je vztrajal, pa da je videl v meni nekaj, česar jaz nisem. Jaz še vedno nisem ziher, recimo, da sem jaz za to definitivno ne, ampak sem pa hvaležna za to priložnost in sem hvaležna recimo za to, kar se vsega ob tem naučim. No. Kaj pa se naučiš ob tem? Naprej grejo na vsebino podcasta. Kaj to pomeni? Kaj treba vedeti? Ti imaš pač dejansko celo kariero narejeno na radiju, ne? Kaj pa to pomeni? Kaj se kle učiš? V bistvu jaz ne bi rekla, da imam kariero, jaz bom rekla, da delam na radiju. Ok, ampak veš, pač, da je tam tok in tok let izkušena, veš, pa me pa zanima, veš, če si s umne strani prideš, kaj to pomeni? To pomeni to, da sem v bistvu zdaj lotevam stvari na čist drug način, oziroma da končno delam mogoče tisto, ker v ozadju nastaja ena stvar, še o kateri ne vem, kdaj bo šlo to ven že. To je v sredo. Ok, ne boste še vedeli, ne bom povedala. Nekaj še nastaja v ozadju, recimo, kar je nekaj, kar sem si ja želela početi zelo, zelo, zelo dolgo. In podcastanje je v bistvu
meni je zdaj en način recimo reševanja kreative, ki je mogoče službeno ne morem početi. In naučila sem se, ne vem, cel kup rečine, naučila sem se od tega v bistvu, kako nazaj priti k bolj avtentični sebi, kako je v bistvu spet fajn dobiti en tak občutek entuzijazma do tega, kar počneš, koliko fino je ene stvari, ki te zares zanimajo v življenju, recimo podajače komu drugemu, kako fino je to počenjati z ljudmi, ki so enako premaknjeni kot si ti. En tak cel nov izlet, no. Meni daje zdaj to eno tako hudo dozo ene nove energije. No. Greva začeti z naslovom podcasta in kaj sploh je to? Z naslovom smo se v bistvu mučili ful nekaj časa, no? Potem pa je Lenart metal vsem in tja različne reči in potem smo seveda iz mema in pa iz branja našli skupaj membranje, nekako je potem najboljše funkcioniralo. Čeprav zgodba v bistvu, ne vem, če smem povedati, no? Ampak v bistvu je kar daljša. Hotela so najprej imeti domače branje, zaradi tega, ker je, vse Lenart je to v bistvu na začetku povedal membranja, ne? Ker je Lenart piše domače branje za Slotih. Ja. In je v bistvu iz tega izhajala osnovna ideja, da bi kar k temu domačemu branju v bistvu dodali zraven še podcast. Ne? Ampak potem se nekako stvar ni zložila in je v bistvu to membranje nastalo ful dolgo časa, ker so se kar neke stvari podirale ena za drugo. Pol smo imeli še en čist drug plan, ki je potem tudi neslavno padel v vodo. V glavnem po nekih mesecih se je vsega končno stvar zložila na tak način, da se je mogla, pa se je Lenart razkuril in na koncu sam postavil in stran in vse drugo in smo začeli pač funkcionirati. No, no in kaj tam počneta? Ljudje po moje ne vejo, kaj je domače branje na Sloteku. Ne? Ja, to je res. No. V bistvu gre za to, da smo definirali potem nekak celo stvar, ker sva rekla midva, ok, knjige naj jo ful zanimajo, ne, pa bereva oba dva tudi. Jaz mogoče malenkost drugačne stvari, pa recimo zadnjih nekaj let sem res brala ful preveč strokovne literature, Lenart pa seveda svoje reči in tam je recimo so bile stvari, ki so bile zelo povezane s tehnologijo ali pa razumevanjem sveta in so potem rekla, nič dajmo knjige, ki nam pomagajo razumeti svet. Debatira torej o takih knjigah, ki jih prebereš, ki ti mogoče dajo eno tako novo okno, recimo, ali pa rečeš na koncu, gled, pa res, ne, mogoče pa to privede do enega razmisleka, recimo, ne. Ni nujno, da knjigi sploh verjameš, mogoče se z njo ne strinjaš, mogoče te totalno razkuri, ne, ampak da prideš pač preko nje do nekega premisleka o svetu in pa kaj se dogaja v njem, ne. In to je čisto na kratko zgodba membranja in potem pač vsakič vzameva eno knjigo v roke, midva prebereva jo dava prebrati enemu gostu in potem se pogovarjamo o knjigi, pa tudi o težavi, recimo, in pa o svetu ali pa o nekem fenomenu in svetu. Na nek način in pa skušamo kaj povedati o tem, pa odpreti poti še za kako novo knjigo, pa za kak nov premislek. A sta probleme, da najdete nekaj, ki to oba dva brala, ali tako sam Kučič uleti reče, to bomo brali? Kako to zgleda? A tebi se zdi, da on zgleda kot en diktator? Ne, sem tako, ful si predstavljam, da tako reče, nekaj sem fudavr, ga dajmo to brati, pač. Ne vem, ne zakaj to v glavi. Ne, se to sigurno, mislim, to absolutno. Zdaj le mogoče je res kar nekaj reči bilo njegovih, tudi zaradi tega, ker mogoče jaz še nimam te samozavesti, recimo, da bi rekla, ne vem, dajmo to pa to. Čeprav naj zanimajo zelo podobne stvari in ne vem, recimo med temi rečmi, mogoče mi je bila mana najbolj oddaljena, ker nisem poznala prej, no? Ena od reči, ki sva jo prebrala zdaj le pred kratkim, da mi je bila po konceptu tudi mogoče najbolj oddaljena, ker je res ena taka čista science tech zadeva, čist geekovska. Ampak drugačno jo pa zanimajo precej iste reči. Ne? Lenarta tudi, čeprav nikoli ne bo priznal, po mojem, blazno zanima psihologija. Ne? Pa tudi, pa sociologija in vse te stvari in tu se kar najdeva in se kar pokrijeva, recimo, pri temah. Ja, sej to, dobro, pri njemu sociologija je, to tudi, če si zanika, vsi vemo, da je res, ne. Si ne upa več, po mojem. Ja, se to je res. Veš, kaj me pa še zanima, nekaj si prej rekla, že pri psihologiji, veš, da te zanima nekako kako tehnologija na nas vpliva. Ne. A veš, pa pol tudi pri tem vajemu podcastu je non-stop tako je neka ta rdeča nit, da se non-stop malo tehnologije dotika. Se vem, da je to pol prišlo iz Sloteha, pa domače branje, pa to, ampak me zanima, kako ti to kako ti v to pašeš. To sem že rekel, da moram praviti. Kaj te tehnologija pomeni že cel cajt? Ker neka rdeča nit to je pri tebi, ali ne? Pa ne, je sigurno, da je, ne, ampak mogoče ne toliko iz nekega geekovskega, kaj pa vem, notranjega poriva, ali pa tudi, ali pa si nočem priznati, ne vem.
Ne vem, recimo meni nikoli ni bilo strah nobene take stvari, veš, tehnologije kot take, recimo kot radic, ne vem, jaz delam za mešalno mizo sama že tudi, ne vem, 20 let verjetno že, ne. Me ni strah, razumeš, teh velikih lučk pa stvari, pa kablovja, pa računalnikov, pa vsega, kar sodi zraven, ne, in ker sem delala en del svoje kariere tudi na enem komercialnem radiju, ki v bistvu mogoče bil eden od začetnikov komercialnega radija, pa zaradi tega tudi eden od začetnikov uvajanja tehnologije, take za tisti čas izjemno moderne, veš, to je bil preskok, ko se je šlo iz magnetofonskih trkov na računalnike, pa na snemanje z, ne vem, mini diski, kar je bila takrat absolutna revolucija, na to, da si sam bil za mešalko, da si sam miksal stvari v računalniku, razumeš, ne, nisi več rabo lepiti magnetofonskih trakov, razumeš, ampak si vzel računalnik, naredil klik in je to šlo. In ko se je začel internet, ko več nisi rabo z teleteksta brati, to smo še počeli pred 20 leti, ne? Ja. Teleteksta se vedno znova spominjamo na tem podcastu, ampak to jaz čisto spoštujem, tako da sorry, povej. Ja, in teletekst je bil tudi nujen del radija, ne vem, če radijci priznajo, ne? Ampak veš, ko ti svališ tofa, ker ga moraš od nekod jemati, recimo se je takrat vzelo z teleteksta, ne? Ja. Zdaj pa se v bistvu jemlje vse z interneta, ne? In ta preskok, jaz sem bila ravno tam na Cityju, ko se je to dogajalo, in zato si bil skozi v konstantnem teku s tehnologijo. In tam smo imeli nekaj odličnih ljudi, ki so sledili tehnologiji in ki so te prisilili v bistvu, da si šel to. In mi smo imeli takrat recimo tudi naslove, veš, ko še ni bilo domen, recimo na Eonetu, ne? Ja. Moj prvi naslov je bil Darja @eonet. Ne vem, kaj je bil takrat kaj so bile domene takrat? EU, ne, ni bilo EU. Ne, EU še ni bilo, zihar, da ne. Kaj je bilo? Ne vem, po mojem. Se ne spomnim. Trej je bil .com, kakorkoli drugega, po mojem. Možno, ampak Eonetova v glavnem domena je bila, to vem, da to je bilo fenomenalno, ne. Veš, takrat za internet 3/4 ljudi še slišalo, ni, ne. Ja, valjda. Ampak in potem rasteš s temi zadevami in ti je to blizu. No ja, ampak to je meni, mislim, to je važno, veš, ker ni treba, da bi bilo tako, ne. Lahko bi sam pač bila na radiju, pa te to ne bi šli velja tega 5%, ne, veš, tako ni, to ni tako samoumevno, no, to hočem reči, veš, tako da meni je to cool, da se na vsake cajta tudi najde kdo, ki je šel čez te kao premike, ne, tako kot si prej rekla, na kompe, ne, pa dejansko pa to zagrabiš, pa greš s tem naprej. Ne, meni se zdi, da bi umrl, no. Mislim, ne moreš tega reči. Mene to veseli, meni še danes, recimo, meni je zdaj en projekt, ki se ga gre med Tumblr, ne, za boga milega ne razumem te stvari, ne, veš, ni moj koncept v glavi, ne, Ja. Ampak vem, da se moram tega naučiti, razumeš, če ne bom jaz umrla, ne morem ostati tu nekje, ne, ampak moram iti naprej za tem, kar se dogaja, ker hočem tudi in kot psihologinja, in kot novinarka, in kot radijka, hočem razumeti ta svet in hočem v njem funkcionirati. Ja, ne, vse to je ta, veš, neki cajta si un model, ki je cutting edge, ne, pa misliš, da svoje znaš, pa se ti ne da več novih stvari delati, ne, veš, to je ta, to je klasična lenoba, ne, jaz sem isti, jaz pa probam, jaz se pač dejansko, sem imel, še zmeramo vesele, ne, ampak tako dejansko, ja, se Tumblr je en tak lep primer, ne, tako je treba, ja, to prvi dakrat, ki greš gor, ne veš, kaj se dogaja, ne, pa upaš, da veš po parih mesecih, ne, ampak ja. Ja, pač, mislim, skočiti moraš noter, ne, pa ne bežati stran, ne, ker če ne bežiš od vsega. Ja, pa dobro, internet je kar lepo pripravljen na take stvari, se mi zdi, ne, da zapopadeš kaj novega, ker je pač non-stop neki novega, ne. Ja. Kar je po svoje grozen, po drugi strani pa ta najboljša stvar ever, ne, tako da. Ja, moraš najti nekje eno tako svojo točko, recimo miru, ne, če se tudi ne moreš predati, ne. Ja, to je res, ja. Ta ravnotežje loviti je itak zmeram zabavno, ne. No, meni se zdi že fino. Je pa res, da se bojim tiste točke, ko se bom zgubila, no, tega me je pa strah. A veš, da bi potem rekla, da ne vem, se ne znajdem več ali pa da se tega nočem iti, da to pa mi je predaleč stran, ne. Ker takrat pa vem, da definitivno sem padla ven iz zgodbe. Ja. Sam to pa upaš, da si takrat stara 65 in da imaš samo še vrt doma nekaj, a veš, jaz tako predstavljam. Pa jaz še pri 65 nočem imeti sam vrta. Dobar, ne vem, kjera leta bi mogel izpostaviti. A veš, ne vem, koliko cajta bomo živeli, mogoče se pa singularity vmes zgodi in bomo vsi nesmrtni. Tako da ne vem, ampak ja, okej. Pa sam še lej, pač če to si na začetku si skoraj to si lahko oporne točke napisal, ki se da rada bereš knjige, ne, pa glede na tvoj podcast, ne, pa lune, ki berejo knjige, zelo radi ponavadi vprašam, pa ti mi rekel sam za eno, pa ne sme biti ena, ki ste jo že imela. Ne sme, ja, tako je v življenju. Kaj pa gremo že na strojno pa programsko opremo, sploh me ne zanima. Ne me tega sprašovati, knjig je ful preveč. Vem, da jih je. Posluši do konca, ker te ne bom vprašal za tebi najljubšo, zato ker to je lame, ne, ampak
pač eno buklo v zadnjem cajtu, ki te je sam presenetila, zdaj, ali pozitivno, negativno, karkoli, ampak tako, da rečeš, moj bog, tega pa nisem pričakovala. To hočem. Da nisem pričakovala. Ja, da ste rekli, tole sem šla brati, ker sem mislila, da je to, pa je bilo pa to čist nekaj drugega. Pa gremo reči, da je bila fajn, no? Da pa lahko ljudje to berejo. Da mi dal link. Pa nič takega se ne spomnim, no? Nič. Ne. Ej, Darja, kje je tvoja najljubša knjiga? A zdaj veš, kako to deluje. Dal sem ti eno ležito vprašanje in pač nisi odgovorila, zdaj pa kje je tvoja najljubša knjiga. Zdaj moraš pa nekaj povedati, zdaj pa kle sedel, dokler nekaj ne rečeš. Ajde. Pa ne, ful je knjig, no. Ne morem reči, katera je najljubša, ker bi naredila s tem. Veš, to je tako, da rečeš potem za enega otroka, ta je najljubši. Ne gre, ne, ful je najljubših stvari. Ne, ne gre, to ne gre povedati. Mogoče recimo, to se bo zdaj, kako se bo to zdaj brez veze slišalo. Glej, to že vidim, slišim, da se bojo to vsi bojo nalepili in klicali, me bojo tak. Samo ne morem povedati. Ko sem bila mala, sem verjetno največkrat prebrala Heidi. Wow, to pa nisem pričakovala. Okay, cool, fair enough. Ne, vprosti, ampak res je. No. Ej, v redu. Okay. Ej, Darja, gre za strojno programsko opremo. Ne, jaz hočem, da me vprašaš recimo nekaj v muziki, to pa je nekaj, kar je pomembno zame. Ne, zdaj ti bom povedala, evo pri strojni pa programski opremi, oziroma ne pri tem, ko me boš vprašal, ker vem, da me boš vprašal eno stvar in tam ti bom povedala. Evo. Odlično. Okay, ampak naprej prijeva, kaj je strojna oprema? Povej. Imam enega ThinkPada. Lepa. Ja, Leonard Kriv, to že moram povedati, ne? On je dal v bistvu tisti osnovni nasvet in sem se ga držala in mi do danes ni žal. Ja. Kaj imam še potem? Imam enega mini iPada, te starega, še ne retino, ampak služi svojemu namenu. Dobro. Ga pa ne upam več updatati, tako da v bistvu je še na 7-ki. Pametno v bistvu, ja. Ja. Sem zanč videl en 4S iPhone na 8-ki, ali ne vem na čemu, in je res grozen. Pač. No in iz tega razloga je tudi moj 4S na 7-ki še vedno tudi zraven. Tako da, ja pa Kindle imam Toucha, ne Paperwhite, še bi ga pa ful. Ja, ne. Ta tač je bil v bistvu tak na teg. Ja. Ja, vem, ja. Grozno. To tački ima pa takoj naslednji let. Ta ima pa lučko, ja. To je najhujše, z lučko. A veš, mislim. Ja. Po mojem najboljši feature, kak so ga kadarkoli ugradili, karkoli. Ja. In najhujša kazen vsem nam, ki smo si kupili Toucha. Ja, se strinjam. Jaz imam še zmeraj mojega ta starega, jaz imam še zmeraj 2. Pač, ker imam 3G in je za 100 net. Pač. To sem že tokrat povedal na tem podcastu, zdaj se upravičujem vsem, ker so tole že 6 slišali, ampak ja, jaz imam ga 3G in imam 10 mega še zmeraj za 100 po celem svetu interneta. In ga pač ne bom, dokler ne razpade v mojih rokah, ga ne bom zamenjal, bi pa imel Paperwhite takoj. Ampak veš, kaj pa je fino, to se mi pa zdi, da so to vseeno take naprave, ki kljub temu, da pravijo, da to se crkne po enem letu, evo Kindle pa ne. Če pa ni sploh naprava, to je jedva elektronka, če tako gledaš. E-ink zaslon pa nek procesor, ki je bil v kalkulatorjih. A kalkulator kdaj crkne, realno gledam. Ja, čakaj, sam veš, koliko je to premetavanje z mano, recimo ta reč v realno hodi, Kindle z mano hodi na vse žive možne variante. Vem, jaz grem stav, da vam zdaj nekje v predalu nek kalkulator, ki sem ga imel v osnovni šoli in je na sončne celice in grem stav, da dela. Okay. A ti misliš, da ljudje sploh še vejo, kaj je to kalkulator? Itak da. Okay. Čeprav zdaj je res to vse, smo stari. V glavnem programska oprema. Programska oprema, pa zdaj, če me sprašuješ po appih. Ja, deva appe, pa tako, dej iPhone pa iPada, no, to pa pri iPadu me zmerno zanima, kako tam gor folk uporablja. Ker na tablice se še zmeraj niso našle, ja, veš, zato. Ja, veš, kaj meni tablice fajn, zaradi tega jaz se res dosti nosim okoli. Kot prvo v študijskem času sem jo, zaradi tega sem lahko brala, recimo študijsko literaturo, ker res ogromno in preveč delam in laufam na okoli in pol sem se učila vsak prost čas, vsak res minuto, vmes, ko sem med 2 komadoma, recimo na radiju sem jaz brala. Res. Ja, štekam. Kaj imam tu gori? Tu gori imam cel kup takih reči. Tu gori imam recimo Sequential, to ne vem, če poznaš, to je ena app za stripe, brat. Ful dober, mislim, res fajn zadeva. Pa imam Audible recimo gor, to so same take knjižne zadeve. Kaj še imam? Imam podcasts, nimam druge aplikacije. Okay. Ja, oprosti, gledaj, pač navadila sem se, to je grozno. Pocket casts, o glavnem, ja, naprej. Ok, pa imam, kam imam še gori, iRig Recorder, ki mi gre zdaj blazno na živce, zaradi tega, ker sem si kupila SmartLava, ampak ker nimam 8, ker ne morem SmartLava aplikacije dati gor in iRig in SmartLav se ne marata in grd zvok delata in ne morem tega delati. Pa imam Tunnelbera gori, Torek v 5. Pa Fitbit. A ima zapestnico? Ja. Lepa.
pa RTV 4D, pa VLC, pa e-knjige MK, ki je blazna neuporabna reč. MK res grozno. Ja, to so tisti, ki so od enih Indijcev kupili, ne pa sam svoj skin gordal. Ja, grozno. Kaj še imam potem? Seveda Facebook, Twitter in ostale stvari. Kindle seveda, absolutno, Dropbox, Skype, od takih bolj recimo. To so že poluni, ki že morajo biti. Pa Chat Secure recimo. No, vidiš. Kaj pa, a sam na iPadu tako, nekaj, ki imaš sam tam, pa na telefonu sploh ne šljiviš? Ja, imam. Te stvari za branje tako. Mislim, Sequential je samo tu, recimo tam ga sploh ni. Chat Secure tudi samo tu ga tam ni. Torej, ko 5 je samo tu ga tam ni. Audible tudi imam na tem. Ja, pa Longform imam tudi seveda tu za branje. Drugo pa mislim, da je tudi na telefonu. Na telefonu je tudi Kindle recimo. Ja, valjda, pa se tam še to najboljš dela. Kindle ima najboljši sync po moje. Ja, ne vem pa, kaj imam, čakaj, da vem, kaj imam na 4S. Česar nimam na iPadu. Zdaj počakava 2 minute, da se odpre karkoli tam. Ne, ni res, to meni ful hitro dela, prosti tako. Ja, si na 7, ki je ostala, kar je kar smart. Ja, okay. Ja, tu imam Goodreads še gor, pa Kobis, Kobis je ful dober. Okay. Kobis je res fajn. Potem imam Biblos, imam celo gor nastavljen, vidim. T2, TV2Go, zakaj imam to na telefonu, ne vem, ampak. Maš ga. Tudi Atlantik imam recimo tu gor. Tak imam pa Dropbox, pa Bookinge recimo, pa Viber, pa Airbnb, pa Vert, pa Bankanet, pa take bedarije. Že spet una, ki je bolj uredjarna. Pa Sports Tracker, pa Heart Rate, to imam bolj za bedarije. Ja. Ok, pol pa, zadnje vprašanje, ena stvar, ki misliš, da je narejena za... Priznam, ful, ko si rekel, da me boš poklical, jaz sem potem razmišljala, ko mi bo postavil to vprašanje, kaj naj rečem. In potem se je pojavil v bistvu najbolj logičen odgovor. CD player. Oh, wow, ok. Res. Čakaj, ampak tako, kaj, Discman ali CD player? Ne, CD player. Aha, ok. CD player, se bi ti lahko rekla frišterker, sam pol bi me začel z znamkami gnjaviti, pa to meni nikoli ne gre najboljše, jaz rečem, to se meni dobro sliši, to je zamem. Ampak je pa res, da se mora dobro slišati. Zato bom rekla CD player, ker meni res muzika ful pomeni. Cel čas govorimo o knjigah, pa ne vem, če vsem, ampak mene v bistvu brez muzike ne bi bilo. No. In je to tista ključna reč. Ne? In imam tudi ful CD-jev doma in poslušam CD in sem ful jezna, ker crkujejo, ker so rekli pred 20 leti, da je to nekaj, kar bo za večno ostalo in bo vedno tu, pa ni res barabe. In sem full cache dala za to, verjetno največ za knjige, pa za CD in knjige, k sreči še ostanejo CD-ji, mi pa crkujejo in to tudi originalni. Pa jih pa res oren kvrtiš, ne? Ne, v bistvu je glih problem, da tiste, ki vidim, da jih dolgo časa nisem, pa jih dam noter, recimo, crkujejo res. Pa prah naredi svoje, ne, sklepam. Ja. Ne sam prah, ampak enostavno čas in vse drugo in se te stvari uničijo. In zdaj, ko so ti CD-ji res stari že 20 let, se ne da vsi. Ampak recimo tisti, ki so bili posneti, absolutno jih je 3/4 samo za stran zmetati. Ja, to itak, ja. Tudi slavne Traxdate, kdo so se tega? Ja, Traxdate. Ki so bile najdražje, ta zlate, pa ne vem. Zlate, ja, ta zlati Traxdate. Lepa, ok. In to najbolj crkuje, ne? A ni grozen, da je to že nostalgija. Ja, ne? Ja. Ampak v bistvu to recimo je pri meni ključno. Muzika, pa hoditi na koncerte in take stvari in to je fino. In zato je CD player recimo nekaj brez česar. Meni tudi verjetno ne je bilo, ker sem jih kar nekaj znucala, no. Jih ogromno preposlušala. Zadnje čase pa res največ poslušam muziko v avtu in je res, da na domačem CD playerju v bistvu veliko premalo, no. Ja. Se boš obupala enkrat bo vse digitalen, pač v smislu računalnik, slejko prej. Pa ni isto, jaz še vedno CD kupujem. Že spet te debate, pa vilinke so v bistvu najbolj... Ne, čaki, ne. Lej, jaz imam, v bistvu, nisem anti-digital, ne, torej jaz v bistvu kupujem na iTunesih celo stvari, ne, in to ful kupujem. In je to grozno zaradi tega, ker imajo gor številko moje kreditne kartice in lahko to sam z enim klikom naredim in je to ful grdo. Ampak ne, obenem pa recimo res imam drugačen odnos do glasbe, ki jo imam v digitali in do glasbe, ki jo imam na CD-ju. Ne vem zakaj, ampak imam drugačen odnos do tega, ko imam nekaj fizično v rokah in recimo meni tudi nikoli mi ni funkcionirala in mi še danes ne funkcionira poslušati komad na komad. Jaz hočem imeti album. In če mi album ne špila, mi ne špila nič. Meni en artist z enim samim komadom ne pomeni nič. Aha, štekam, ja. Mora biti ta zaključena celota. Ja, ker mi šele ta da eno zgodbo
in šele tam mi daje en občutek kot človeku, ker ne maram stvari, ki so sfejkane, ne maram stvari, ki so narejene na prvo žogo, ne maram stvari, ki so samo to pa nič zadaj. To se pravi, ne maraš moderne glasbe. Imam je ful rada. Okay, ampak koliko je zdaj res albumov, ki so neka zaključena celota, ne pa 2 hita in nekih 7 stvari, ki so jih dali za to, da lahko rečejo, da imajo album. V bistvu ogromno v alternativi ti moram povedati, da Darja, v alternativi to je res, to je drug svet. Ampak te pop glasbe imam pa jaz res vsak dan na radiju že toliko preveč, pa če se všesa, da hvala lepa, tega pa res ne bi. To pa popolnoma razumem. Da. Ne vem, glihkar si bila v Aparatusu. Pa preživela se. Ja, a ne, vidiš. Darja, najlepša hvala, ker si vzela čas. Ful hvala tebi, da si me sploh povabil. Evo, zdaj pa reč adijo. Dio. Čau. To je bila 103. epizoda Aparatusa. Darjo najdete na Twitterju pod afnašjam2001, jaz sem na Twitterju afnanzet, tako da mi tam težte, lahko mi tukaj še mail pošljete na anzeafnaaparatus.si, drugače pa tako, kot vedno, ful hvala vsem, ki ste že podprli mrežo Aparatus, to lahko naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri, res vsak evro prav pride, tega ne bi bilo brez te podpore, tako da še enkrat ful hvala, to je do naslednjič to, hvala, ki ste poslušali, čau.